v kateremkoli podjetju. In te povezave med prakso pa med teorijo je nekaj dobrega, kajti spet se bom vračal na to, kar sta prva dva predsednika rekla, in predsednik Kučan in predsednik Drnovšek, da to, da je Slovenija prišla iz Jugoslavije v Evropsko unijo kot najboljša med 10 članicami, zasluga direktorjev slovenskih. Jaz sem s tem dodal, te so se pa vsi izobraževali v Sloveniji. In mislim, da ta pozitiven duh je treba hraniti in povezava študij, praksa v podjetjih prinesel obostranske koristi. Kaj bi bil vaš kratek nasvet mladim, ki prihajajo sveži na trg delovne sile? Bodite pogumni, ambiciozni, bodite samozavestni, veliko delajte in predvsem ne pozabite pri tem tekmovalnosti, ki morate imeti v sebi, na tudi tisti človeški sodelavski odnos. In to je tisto, imeti obe v sebi in na eni strani prijateljski odnos in na drugi strani tekmovalnost v sebi. Glede na to, da ste prispevali tudi finančno k nagradam, me zanima, kaj je predvsem tisto, kar vas je k temu motiviralo? Ja, k temu nas je motiviralo predvsem to, da želimo med mladimi vzbuditi ta občutek za poslovnost, poslovni svet, sodelovanje v poslovnem svetu, sodelovanje med ljudmi v poslovnem svetu. In seveda to je ta glavni cilj, torej, da želimo to zavedanje, ta občutek spodbujati in graditi že v času, ko se še izobražujejo za svoje bodoče delo. Kakšne lastnosti bi moral imeti potencijalen diplomant za zaposlitev v vašem podjetju? Ja, jaz mislim, da gre za neke generalne lastnosti, za nekaj posebnega, kar bi mi zahtevali. Predvsem seveda moraš biti najprej strokovna, potem pa v nadaljevanju moraš znati pa tudi sodelovati. Sodelovanje je za nas najpomembnejši atribut, ki ga morajo ti bodoči sodelavci recimo spoštovati, negovati in tudi sami sokreirati. Kako vidite ta današnji dogodek, študentsko poslovno konferenco? Ja, jaz moram reči, da sem pozitivno presenečen nad rezultati tega dela, nad udeleženci, nad številčno udeleženostjo in jaz upam, da se bo to obrestovalo tako ekonomski fakulteti, kot tudi nama, ki smo bodoči zaposlovalci marsikoga, ki je bil danes udeleženec te poslovne konference. Kako pa gledate na zaposlovanje kadrov iz tujine in ali že zaposlujete tovrstne kadre? Ja, mi smo pravzaprav mednarodna finančna skupina. Mi smo sestavljeni iz delov, ki poslujejo tudi izven naše države in smo tega navajeni. Torej, internacionalizacija je eden izmed logičnih posledic, če si mednarodno aktiven, če deluješ na mednarodnem področju in seveda to moram reči, da pozitivno prispeva k vzdušju, k razpoloženju in tudi k delovni učinkovitosti. V kategoriji Zlato visokošolsko diplomsko delo je bila najboljša Ana Kočar. Predstavila je študijo primera Mestne občine Velenje, informacijska podpora pri strateškem načrtovanju gospodarjenja zemljišči v okviru občine. Naziv Zlato univerzitetno diplomsko delo je letos pripadel Mateji Knehtelj, naslov njenega dela, vpliv videza izvajalca storitve na zaznavo kakovosti storitve v očeh porabnika. Kako vpliva lepotni kapital, kapital spolne privlačnosti in drugi elementi povezani z estetskimi dražljaji na uspeh nekoga v karieri oziroma na verjetnost, da bo zaposlen na želeno mesto, če je na intervjuju. In mislim, da sem zmagala prav zaradi tega, ker sem se dotila neke delikatne teme, ker na zavestni ravni malo kdo prizna, zaposlujem na videzu. Niso zaposlitveni razgovori, lepotna tekmovanja, ampak na subtilni ravni pa potem prideš do teh spoznanj, da videz sugerira na zdravje človeka, na samozavest človeka, na osebnostne značilnosti, kot so naprimer tudi raven, koliko se imaš rad. In to pa dejansko so mehki faktori, ki vplivajo na uspeh v karieri. In mislim pač, da je zadeva malo drugačna. Še mimogrede uporabila sem 183 virov, to akademike očara. In mislim, da je to to. Za zlato specialistično ali magistrsko delo je bilo izbrano delo Mitje Šuligoja z naslovom Določanje transfernih cen za davčno optimiranje v skupini Iskra Avtoelektrika. To delo je bilo vloženega zelo veliko časa, zelo dosti priprav, že na samo magistrsko delo, potem pa tudi na to študentsko poslovno konferenco, ki mislim, da je en zelo lep dogodek. Veliko dela sam doma, recimo veliko študija, pa tudi v podjetju Iskra Avtoelektrika s sodelavci, z najvišjim menedžmentom, z vsemi, tako da je vsaj ena majhna nagrada za velik trud. V kategoriji Zlat poslovni načrt je pričakovanja komisije izpolnilo delo z naslovom Slobos d.o.o.,
Ker pa sta avtorja tega publiko prepričala tudi svojo predstavitvijo, sta si tako prislužila tudi naziv Zlata predstavitev. Gre pa za samo storitev gospodinjske pomoči na domu, ki se pa zelo razlikuje od čistilnih servisov, ki so trenutno prisotni na trgu. Druga nagrada je pa bila, ko sva dobila plaketo za najboljšo predstavitev celotne konference, to so bile pa vključene vse kategorije. V čem sta mogoče bila po tvojem toliko inovativna, da sta dobila kar 2 nagrade? Mogoče je temu najbolj botrovala najina predstavitev, ki je bila malo drugačna od tistih klasičnih v PowerPointu, in sicer sva naredila predstavitev v Flashu, to je posebno programsko orodje in so zaradi tega tudi bile same animacije, same bolj podrobnosti sva lahko izpostavila. Kaj vam pomeni ta nagrada, kratko? Meni pomeni potrditev neke angažiranosti, trdega dela, tako da in motivacija za naprej. Glede na to, da naj oba pravzaprav zanima podjetništvo, je najverjetneje to neka potrditev, da smo na dobri poti in mogoče tudi uresničiva ta projekt ali pa katero drugo idejo. Komentar današnjega dogodka, študentske poslovne konference, kako je bilo? Meni se zdi taki dogodki, ki jih organizira Ekonomska fakulteta, nekaj fantastičnega, zaradi tega, ker dejansko lahko študentje pokažemo to, kar znamo, se tukaj nekako tudi povežemo mogoče s podjetji in tako naprej predstavimo svoje dela in rekel, samo več takih dogodkov nam manjka. Tako, jaz bi ga samo še dopolnil, meni je bila danes zelo všeč sama internacionalizacija samega projekta, začel se je vključevati tudi, da se je govorilo v angleščini, tako kot se tudi sama fakulteta vedno bolj internacionalizira, tudi zdaj v postopku pridobivanja nove AACSB akreditacije, EQUIS akreditacijo ima in če bo dobila še to akreditacijo, ki sem jo omenil, bo tudi med 50 poslovnimi šolami na svetu, ki bo imela obe akreditacije. Zlat poslovni projekt ali študijski primer letošnje študentske poslovne konference je bilo delo skupine študentov z naslovom Spletno mesto Moj otrok praznuje. In sicer smo naredili spletno mesto, ki bo ponujalo spletne rezervacije in informacije o ponudnikih organiziranja rojstnodnevnih zabav za otroke in sicer na enem mestu. Tako da na tem spletnem mestu bo bil tudi forum, kjer bodo starši lahko najdli za njih zelo primerne informacije, ne samo o organiziranju otroških zabav, ampak tudi o tem, kje kupiti darila, kakšna voščila napisati, kakšna vabila poslati. Tako da, v bistvu to je nekaj nasplošno. Pol nagradna igra bo, fotonatečaj. Kakšna pa je bila konkurenca med koliko ostalimi prispelimi projekti ste se morali pravzaprav boriti za to nagrado? V bistvu naša kategorija, poslovni projekti, smo tekmovali med 3 deli in od teh 3 del smo mi bili zmagovalci. Je bila pa kar stroga konkurenca, nam se je zdelo, da smo kar. Si bili dosti med sabo podobni, ne? Kaj vam pomeni nagrada? Ogromno. To je ena taka stvar, ki smo jo mi pričakovali, potihoma smo jo pričakovali, delali za njo, pa tudi na faksu, ker je to naš faks organiziran, nam to ogromno pomeni, da smo dobili tako zlato priznanje. Zlata nagrada v kategoriji mednarodnih študij je letos pripadala študentom iz Nemčije, ki so v preteklem študijskem letu na Ljubljanski ekonomski fakulteti študirali v okviru študijske izmenjave. Pripravili so mednarodni trženjski načrt za lansiranje izdelkov kozmetične blagovne znamke Olaj na hrvaško tržišče. This prize, what does it mean to you as a group? Well, it's very exciting because we here for the second time. It's very exciting that we could come back to Ljubljana, and although we weren't really able to understand much, it was great to be here. What do you think about this conference in Ljubljana, the feeling? It's really nice. It was really exciting to present for such a huge amount of people. I think it's really big and I think it's important for Slovenia, and it's nice that we from Germany can participate. Pomembno je povedati tudi, da se Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani od 6. aprila letos uvršča med 55 poslovnih šol na svetu, ki imajo 2 najpomembnejši akreditaciji. Evropsko akreditacijo EQUIS in ameriško akreditacijo AACSB. Certifikat odličnosti za področje poslovnega izobraževanja prestižne ameriške organizacije AACSB dokazuje, da raziskovalni rezultati in znanje, ki ga fakulteta ustvarja in deli študenti ter z gospodarstvom, ustrezajo merilom kakovosti najboljših svetovnih poslovnih šol.
V Evropi je akreditacijo AACCB od tega trenutka uspelo pridobiti le 45 poslovnim šolam. Iz Srednje in Vzhodne Evrope pa je Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani prva med njimi.